vsem. Moja dolžnost je prav prijetna, namreč predstaviti knjige, ki smo jih uporabili v projektu. V odmerjenem času se ne da predstaviti vseh. Poleg tega so to knjige, ki so že nekaj časa v knjižnicah na knjižnem trgu in jih gotovo poznate. In bom bolj poudarila to, kako smo jih v projektu uporabili. Vse veste, da je današnja oziroma ta dnevna konferenca zgodbe staranja pravzaprav zaključek enega projekta, čeprav ne želim, da bi bil dobeseden zaključek, ampak da bi se na nek način nadaljevalo, predvsem pa širilo po vsem slovenskem prostoru. No, ampak dejstvo je, da smo leta 2016 imeli del projekta z naslovom Skozi knjige k pogovoru o starosti, naslednje leto pa s knjigami in tudi filmi do znanosti in etike, boljše poznavanje staranja za vse generacije. S knjigami smo torej skušali različne starostne skupine seznaniti s staranjem in starosti, izmenjavati mnenja. Torej, predvsem to je bil sreden cilj, drug cilj je bilo pa spodbujati branje. In tako se je dogajalo medgeneracijsko branje na temo staranja in starosti. V projekt smo vključevali učence nižjih razredov osnovne šole, 3. in 4. razred, potem višjih, 6. razred, seveda so bili zraven njihovi učitelji, tudi knjižničarji na šoli, kjer smo delovali, potem srednješolci, oziroma dijakinje, bodoče vzgojiteljice otrok v vrtcu, študente na pedagoški fakulteti, profesorje teh dijakov in študentov in pa starejše ljudi. Ti starejši ljudje so bili dedki in babici otrok, ki so bili vključeni v projekt, kolikor so se odzvali, tudi kakšni drugi starejši so se odzvali na naše vabilo in sodelovali smo tudi z udeleženci univerze za 3. življenjsko obdobje. Vključevali smo predvsem otroško in mladinsko literaturo. Jaz vem, da je termin mladinska literatura. Želim povedati, da smo otroško literaturo in pa mladostniške romane in pa seveda romane za odrasle in pa strokovno literaturo oziroma poučne knjige za otroke in pa strokovno literaturo za mladostnike oziroma odrasle na našo temo. Zakaj smo se lotili branja oziroma spoznavanja starosti in staranja z leposlovjem in ne zgolj s strokovnimi knjigami? Glejte, leposlovje se dogaja v obliki zgodbe. In če ste bili včeraj prisotni na odličnih predavanjih, so nam ljudje iz drugih strok opozarjali znanosti, kako pomembna je za človeka zgodba. Namreč ti spomini, ki jih nosimo v sebi, ki nas umeščajo v sedanjost in nas pravzaprav nam omogočajo, da gradimo za prihodnost. In literatura se praviloma dogaja na način zgodb, torej se lažje identificiram z njo. Poleg tega leposlovna literatura vzbuja čustven odziv. In mi vemo, da če smo čustveno vznemirjeni, smo bolj motivirani za določeno temo, se razpiramo za probleme. In to leposlovje počne. In leposlovje je mnogoplastno. Glejte, če jaz začnem iskati o mojih problemih, da imam težave s priklicem v strokovni literaturi, se nenadoma samo poistovetim s problemom priklica. Ampak če berem leposlovje, nisem problem priklica, ampak imam vse polno drugih lastnosti, uspehov, hrepenenj. Skratka, znotraj neke zgodbe sem mnogo več kot samo problem staranja in starosti. Potem pa kakovostna literatura, mladinska, se pravi otroška in mladostniški romani, če je kakovostna zaradi mnogoplastnosti, pravzaprav nagovarja vse starosti ljudi in včasih celo otroška, predvsem slikaniška produkcija, celo lažje kot pa kakšni obsežnejši romani za mladostnike oziroma odrasli. In ne nazadnje, leposlovje nudi estetski užitek. Torej, naj še enkrat poudarim, v projektu se je pokazalo, da če na določeno temo spodbujamo branje, tudi dosežemo večje bralne odzive
samo branje pospešuje. Slikanice prvotno mislimo, da so namenjene otrokom, vendar s svojo mnogoplastnostjo, predvsem pa s tem, da imajo besedilo in ilustracijo in za nazadnje tudi oblikovanje vpliva, dosežemo slikaniško produkcijo poleg najmlajših pa otrok v prvem triletju tudi, mi smo delali s srednješolci, dijakinjami, bodočimi vzgojiteljicami v vrtcu, one morajo itak delati s slikanicami in pa starejše, oziroma odrasle in starejše. Slikanice so še najmanj dobrodošle oziroma dobro sprejete pri učencih iz višjih razredov, ker oni so pa zdaj samostojni bralci in slikanice so za majhne otroke. Čeprav mislim, da se to zdaj malo izgublja, ker se je percepcija mladih pod vplivom televizije in računalnika in vseh teh stripov in različnih kombinacij besedilnega in slikovnega spremenila in da ni več takega odklona. Vendar sva s Tino ugotovili tudi pri najnem projektu, da ti starejši učenci v osnovni šoli spremljajo slikanice bolj kot raziskovalci, češ kaj pa slikanica mlajšim otrokom na določeno temo prinese, se pravi znotraj nekega knjižnega paketa z več bralnim gradivom, torej tudi s tistim gradivom, ki je njim primarno namenjen. Najprej bi vas opozorila na slikanico Antje Dam Obisk. Vse knjige in mnogo več, kot jih jaz tukaj pokažem, so razstavljene zunaj in v odmoru pride tudi predstavnica založbe Miš, kjer sva s Tino Bilban pripravili paket knjig in zraven tudi didaktično gradivo. In malo tega, kar vam jaz povem, je vključeno tudi sem. Hotela sem povedati, da v didaktičnem gradivu je mnogo več, kot pa jaz povem tukaj. Še to, pri didaktičnem gradivu se vam bo morda zdelo, da se zelo ponavljamo. Za vsako knjigo posebej smo naredili vse, kar imamo izkušenj in znanja v tisti knjigi. Če boste vi vse didaktično gradivo od začetka do kraja prebrali, boste rekli, da se zelo ponavlja. Ja, ampak če delate z eno knjigo, jo boste vzeli, pa boste rekli, pa tole, pa uno, pa povezali s tem, pa takole, pa z majhnimi otroki tako, z večjimi tako, z odraslimi tako. Skratka, skušali smo vam ful pocrkljati. Če pa boste ugotovili, da bi vi kako drugače, bova pa še bolj zadovoljni, ker če smo s tem spodbudili vašo ustvarjalnost, bo pravzaprav učink pri vaših mladih bralcev še večji. Zdaj pa k obisku. Antje Dam nas je v resnici obiskala. To je nemška ilustratorka in je imela kar nekaj prireditev v spremljevalnem programu k tej konferenci. Tako da, gledajte, tako čudovito se je njena slikanica Obisk se je res pokril z njenim obiskom oziroma bezuh, kakor ona reče. A poznate to slikanico? Vsi v dvorani. Da naprej, če spredje odprete, je takole črna, kot je zgornja ilustracija. Če pa odprete slikanico zadaj, je vsa barva. Isti prostor je poln svetlobe in barv. Vprašanje je torej, kaj se zgodi vmes, da se prostor tako razsvetli, osvetli in obarva. Glejte, to je tudi način, ki ga predlagam, da delate, ne samo z otroki, pa z vsakim. Najprej dajte slikanico, katerakoli, ne samo to, in poslušajte, prisluhnite prvemu spontanemu odzivu bralca, oziroma tega, ki je vzel slikanico v roke. Ob slikanici se že zgodi zgodba. In potem, ko vi slišite, kaj opoveduje vaš mladi ali odrasli, starejši bralec ob slikanici, zaznate, kaj ve o starosti, katerih problemih že slišal oziroma jih je srečal. No, v tej temni hiši živi gospa Elza, starejša, in je tesno, osamljena je, malo je strah, potem pa pride papirnati avion v njeno hišo. In za tem papirnatim avionom, ona se ga ustraši, ga vrže v smetnjak, odkot to. Potem pa pride en deček, Emil, in vpraša, kje je njegov papirnat avion, ga ni. Ampak on steče po hiši, jo sprašuje, a si ti ta na tej sliki, ko si bila še mlada? Pa tele knjige, a to si vse prebrala? In ona mu mora tako eno knjigo prebrati, cela pravljica, od začetka do kraja, in potem je lačen in potem bi se igral. In takole mine nekaj ur
In Emil se poslovi, Elza, pri tebi je pa luštno. In Elza potem naredi papirnati avionček in nestrpno čaka, da bo spet Emil prišel. Skratka, srečanje otroka, starejša gospo, tej ženi razsvetli življenje, če tako rečem, razveseli. Sem pa prepričana, da je tudi Elza dala veliko otroku s tem branjem, igranjem in tako naprej. No, Antje Dam, ilustratorka te slikanice, je prišla z navodili, kako narediti avionček za Emila in Elzo. In na srečanju, jaz sem bila pri njej na srečanju s 3. razredom na osnovni šoli Vencla Perka, je Antje Dam, a vidite, Antje Dam, delala z otroki aviončka in na kraju, veste, je prišlo do enega toliko simpatičnega vzdušja, kot recimo v Zajčevi pesmi, da je na papirnatih letalih vse mogoče, da se ne doseže, ne doseže. Imenitno vzdušje, imenitna slikanica pa tudi Ide Mlakar o kravi, ki je lajala v luno. Jaz mislim, a danes pa Ide ni. Včeraj je bila Ida na predavanjih in zvečer tudi potem na okrogli mizi, skupaj s Mašo Grizek in Antje Dam. Vodila je pa Tina Bilban pogovor o tem, kako pa ustvarjalke gledajo na kjer so ustvarjale slikanice. No, mislim, da pa to slikanico vsi poznamo. Dobila je namreč Zlato hruško, dobila je nagrado Kristine Brenkove, bila je sprejeta v mednarodno knjižnico oziroma v zbirko Bele vrane te knjižnice. Peter Škerl, ilustrator, je bil za 2 prestižni mednarodni nagradi nominiran za Almo in Andersenovo nagrado. Skratka, govori pa o odsluženi kravi, ni več koristna in zato je potrta in se odpravi po svetu, pobegne dobesedno. Ta prva ilustracija v črnem, temnem vzdušju, v resnici se tu dogaja po noči, skuša poudariti otožnost, žalost, depresijo kravice Mrvice. No, ko pa se odpravi v doma, pa v enem skednju srečanj podobno odsluženega konja. Krava laja v luno, tako je naslov, ampak ona v resnici muka, sam toliko je že odslužen tudi njen glas, da se sliši kot lajanje. In konj je pa nekdaj znal plesati in še vedno zna, skratka, oba starejša se združita in imata neke take predstave, zdaj na ulicah razveseljujete ljudi, predvsem pa sami sebe. Skratka, ko se upokojite, so pred njima novi začetki, združite, konec koncev razvijata talente, ki jih takrat, ko sta bila še koristna, nista mogla in lepo živita. No, želeli smo pa tudi poudariti, da že sama ilustracija, mislim tudi pri tej slikanici, čeprav je veliko več besedila kot recimo pri obisku Antje Dam, že sami ilustraciji zgodbo začutite. Z otroki smo delali tudi s takšnimi slikanicami, oziroma delali smo na način, da smo odvzeli, prekrili besedilo in potem smo dali otrokom slikanico in so ob ilustracijah torej pripovedovali zgodbo. Tukaj je en deček z dedom, sam doma, zjutraj je zasnežilo in deček priganja dedka, greva ven, greva se igrati na sneg, ampak dedek lepo počas. En snežno jutro dedku ne povzroči stresa. A se spomnite včerajšnjega predavanja, ko je en od predavateljev rekel, da je zelo malo stresa v življenju, ker bi se res splačalo sekirati. Skratka, dedek že vedel vsako leto, če normalno pride sneg in najprej bo zatrkval, potem se bo vlekel, no potem bo šel pa z vnukom ven. Toda, ko sta na snegu, dedka tako zagrabi, se tako igra in je tako sproščen, da pravzaprav začne mali doganjati, greva domov, ampak deda ves v svoji domišljiji in teh fizičnih zmožnostih na višku se ne da. In ko so otroci pripovedovali zgodbo, so tega starega moža imenovali očka. Skratka, otroci si niso mogli predstavljati, da en tak starejši človek lahko tako aktiven in da mu tudi domišljija še tako dela. No in smo zbrali potem kar nekaj slikanic, kjer smo skušali otrokom
povedati, pokazati, da so starejši lahko zelo aktivni. Seveda so potem tudi oni pripovedovali o svojih dedkih in babicah, kako hodijo v hribe, tečejo pol maratona in tako naprej. Skratka, no recimo na prvi je deda iz snega, iz prejšnje slikanice z naslovom Sneg, in drugo je pa Quentin Blake, to že naslov temu? Ja, Gospa Trlica. Tukaj so pa otroci govorili, da gre za fanta. To se mi zdi imenitno. No, seveda pa slikanice razkrivajo tudi probleme in sicer na tak način, da je lahko Tina potem te znanstvene vidike staranja v slikanici otrokom razložila. A veste, najprej smo dali slikanice in otroci so zaznali že v ilustracijah in zgodbi, Tina je pa potem, ko so oni se odprli za problem, pojasnevala in poglabljala. Na prvi taki slikanici imamo Babica moja pogosto pozabi. V tej slikanici je babica, ki ima težave s spomnjenjem, ima kar nekaj težav demence, stvari pozablja, zgublja, ne ve, kje je pustila, v trgovini ima težave z nakupovanjem, kar nekaj kupuje, pol tudi domov, težko pripelje tiste stvari, pozabi na piškote, ki jih je dala peč, skratka. Išče očala, ki jih ima dvignjene v frizuri in tako dalje, skratka. No, ampak tukaj je vnuk njen, ki ji pomaga pri nakupovanju, nadzira peko piškotov in tako dalje. Skratka, v resnici ji pomaga, ni nič nervozen, pač, ne. V njenem ritmu se ji prilagodi, hkrati pa celo slikanico preveva neka toplina, neka simpatija, neka medsebojna povezanost med babico in vnukom. In v resnici pravzaprav avtorica naniza kar vrsto težav, starostnih težav ob začetni, pa kar razvijajoči demenci. Naj povem, da je ta slikanica, besedilo slikanice v verzih, prevedla je Tina Bilban, in ti verzi so seveda vezana beseda, kot rečemo, in se mi zdi, da nekako poudarjajo to varnost, ta okvir, ki ga človek, starejši človek, ki ima dementne težave, potrebuje. Veste, kot da poezija, ki ni zelo, ko še reči, natančna, fokusirana, ampak je zelo mile rime ima. Tako varnost potrebujemo, ko imamo težave. No, čist drugačnega testa je pa recimo slikanica Lele Benjatin, Zakaj babica jezna. Tu recimo se mi zdi zelo zanimivo, da ilustracije Alenke Sotlar, ki so svojske, mojstrske, pa vendarle zgodbe ne pripovedujejo, jo dopolnjujejo, ne morete pa v slikanici zaznati, za katere težave v resnici gre. Je pa ogromno besedila, ki je tudi podprto spremno besedo Aleša Kogoja, to je strokovno, in pa potem Igorja Saksida, ki jo upravičuje oziroma pojasnjuje, da je tudi leposlovna slikanica lahko poučna. Babica ni jezna, oziroma na nek način je. Ko ima težave in ona se še zaveda teh težav, se razjezi. In tudi to, da drugi opazijo njene težave, gre na živce. Skratka, je jezna, čeprav se veste, to je jeza, ki izvira iz njene nemoči in zaznavanja svojih težav. No, omeniti velja tudi Katarine Kesič-Dimic, slikanico Človek ne spomni se. Tle malo umanjka estetske dimenzije, vendar po drugi strani je na preprost način zelo lepo povedala, kako zbega vnučko to, da je babica ne spozna več in ji mamica lepo razloži demenco, tako kot je Tina potem lepo v delavnicah, oziroma smo včeraj slišali, kaj se vse dogaja, in se gresta vnučka in babica potem spomin ob fotografijah najbližjih. Ni brez pomena, da smo vzeli tudi slikanico Pšenica najlepši cvet, ki je izšla v več izvodih, več ponatisih pri Mladinski knjigi, sicer je pa to slovenska ljudska pravljica.
Glejte, vredno je poseči po ljudskem slovstvu, kajti nosi modrosti in sporočila, ki so še danes veljavna, oziroma jih nekako odkrivamo na novo. Vse poznate zgodbo, kralj je rekel, da pri določeni starosti je treba vse starejše pobiti, toda eden od sinov svojega očeta skrije pod sod in ko kralj snubcem svoje hčerke zastavlja uganke, je ta oče pod sodom tisti, ki pripoveduje svojemu sinu rešitve. In potem se sin tudi poroči s kraljevo hčerko. Torej, to sporočilo naj bi se obnašali do starejših spoštljivo, naj bi bili nekako starejši hvaležni in skrbeli zanje do njihove življenje, je modrost, ki je veljavna tudi danes, čeprav danes bi to formulirali malo drugače, je pa to. Me je pa presunila tudi ilustracija iz te slikanice. Ne gre namreč samo za medgeneracijsko sožitje, se vidite, da kralj in oče sta že stara, medtem ko mlada sta pač mlada, mladoporočenca sta mlada, ampak gre tudi za sožitje med različnimi družbenimi plastmi, kot da bi ljudsko slovstvo sporočalo, da v smrti, v kraju, v času, ki poteka, od rojstva do smrti se marsikaj dogaja na družbenem nivoju, v medsebojnih odnosih, ampak čas povsem teče. Naj samo to še poudarim, da otroci, praviloma majhni otroci v predšolskem in zgodnjem bralnem obdobju nimajo nobenih zadržkov do tem, ki jih predstavljamo. Do slikanic, ki prinašajo tabu teme, sploh ne. Šele vzgojitelji, šele učitelji in starši začnejo, pa se to za otroka ni tema, to je prezgodaj in tako naprej. Skratka, vsi predsodki so privzgojeni, se kaže pri delu z literaturo. Eno tako je tale Sploščeni zajec. Zelo vam privoščim, da ga spoznate, če ga še ne. Zgodi se namreč, da kuža in podganica najde Sploščenega zajca. Ilustracija tudi pokaže, da se je najbrž zgodila prometna nesreča, da ga je povozil avto. No, in potem kuža in podganica poskrbita za pokop, kako bi se reklo, za skrb umrlega. In odločita se, da ga bosta prilepila na zmaja in ga potem s tem zmajem spustita v nebo, če tako razumete naravnost v nebesa. Zagotovo gre gor, zaradi tega, ker imamo ilustracijo, ki kaže, kako se od zgoraj dol z ptičje perspektive vidi zdaj zemlja. No in majhni otroci to sprejmejo, ni problema. Otroci stari kakšnih 10 let, to se pravi tisti, ki so pravlično obdobje prešli, oziroma tisti, ki imajo že kakšno izkušnjo iz družine, iz rodbine v smrti, se mogoče malo upirajo. Zakaj pa z zmajem, saj je treba vendar umrlega kremirati in pokopati. Kot da bi bilo res to, da nas spravijo po smrti v škatlico kot pepel in dajo v zemljo, ki je bolj fino, kot pa, da bi me poslali z zmajem direkt v nebo. Otroci v predšolskem obdobju in zgodnjem bralnem obdobju so tudi idealni poslušalci zgodb, ki jih odrasli beremo v njim. In imamo zdaj v zadnjem času 2 imenitni knjigi. Jih imamo več, ampak jaz vam samo 2 predstavim. In sicer obe je avtorica Maša Ugrizek. Prva, ki vam jo kažem, je Gospa s klobukom. To je knjiga dogodivščin, ki je kar nekaj čez 100 strani, ampak se super bere in je imenitno ilustrirala Tanja Komadina. V tej knjigi nastopa gospa Ljudmila. Cel življenje je bila pridna učiteljica šivanja. Zdaj je končno upokojena, odrine šivalni stroj, vzame kovček, ga napolni z najnujnejšim, po sili razmer vzame še svojo papiko seboj in potuje po svetu iz ene do druge dogodivščine. In zdaj ima čas in je sproščena in od nas sprejema, od knjižnih junakov, v knjigi sprejema razne spodbude, kaj bi se vse dalo dobiti, nauči se plavati, pa vse tako. In ljudje, ki jih srečuje, od nje pridobijo. A vidite, idealna medgeneracijska izmenjava, hkrati pa spet ena gospa, podobno kot
krava Mrvica, na kraju svoje koristnega obdobja pravzaprav začne novo življenje. Sporočilo je, da je življenje piknik, če nismo preveč zadrgnjeni. In enako, podobno sporočilo je tudi v Kokodajsi v mestu, iste avtorice. Te so pa ilustracije drugačne. Miha H. je naredil pri vsaki zgodbi, teh je 9, eno od hiš, ustanov v mestu, kjer Kokodajsa živi in te ustanove potrebuje. Najprej seveda blok, v katerem živi v pritličju, potem zdravstveni dom, kamor mora iti. Gospa si namreč zmislila, Kokodajsa je na starejšem osamljena gospa, je majčkeno tečna. Si izmislila, da si nogo zlomila in zdaj potrebuje pomoč in pride ta nečakinja Hara in njen deževnik Krišne s podeželja in ji pomagata, peljeta jo v Bavlanto, peljeta jo v trgovino po nakupi, peljeta jo v knjižnico, ker če bi brala, bi bila malo bolj razpoložena, peljeta jo na potovanje, na piknik. Evo, glejte, eno je, da zaznamo z otroki, da je ta Kokodajsa bolj osamljena in da ima pač te začetne starostne težave. Drugo pa je, da skozi ilustracijo mi lahko spoznavamo ustanove v mestu. In v te ustanove so naslikane tako, se vidite. A vidite, Kokodajso, koliko je sitna, dežuje, pa mora biti na okenski polici in je razprla dežnik in zdaj sikera mimo idoče. Ampak, recimo tam v enem stanovanju viši en, vidite, na violino, trenira violino. Sem sigurna, da gre to vsem na živce, ampak Kokodajsi še posebej. In zdaj lahko z otroki pogovarjamo se. Pa se tudi ta z violino živi v tej hiši, ne more biti Kokodajsa zdaj... Kaj je narobe? Ne, samo zvočnik robota. A preveč kriči? Ne, v redu je. Jaz mislim, da imam glas, ko sploh ne bi bilo treba vzvočene. Da ne govorimo o navdušenju, ki ta glas podpira. Skratka, te sličice, dajte, že tukaj se kažejo prizori, kjer se da z otroki imenitno spregovoriti o tem, kako Kokodajsa doživlja svoje sostanovalce oziroma oni njo in se pogovarjamo. A se da Kokodajsi mogoče tako pomaga, da ji gremo stanovanje posprav, pa k njej z violino pa ji zaigrati kakšno skladbico, pa jo razveseli, pa bo potem lažje prenašala vaje in tako dalje in tako dalje. No, starejšimi učenci v osnovni šoli, mi smo delali predvsem 6. razredom, smo uporabljali seveda mladostniške romane, primerne za njih, in med njimi je ena najboljših knjig za srečevanje s temo staranja, starostnih težav, Bombonček za Edija Edija. Edi je že v bistvu pradedek, v družini namreč živijo 4 generacije in tudi njegov sin ima že 60 preč in ko enkrat dedi Edi ne najde domov in ga pripelje policijski avto, se ta starejši sin ima 60 preč, razjezi na svojega 80 let več starega starša, pa kaj nam delaš sramoto. Imenitno je upovedano, kako v družini, kjer so ljubeči, pravzaprav nastanejo kar težave in problemi, ko najstarejši član družine zazna probleme starosti oziroma demence in tako naprej. In spet je vnuk tukaj, ki pomaga dedu, pradedu v bistvu, med drugim tudi s tem, ker deda dobi neka zdravila, ki blažijo simptome. In je včasih pozabil, da je že vzel in bi spet rad in takrat mu vnuk prinese bombonček od tu naslov. No, družina ne zmore dolgo časa na ta način negovati in skrbeti za starega očeta. Tudi prehuda je to za malega vnuka, da ves čas mu pomagajo in razumevajoč. In zelo lepo dopoldne ga dajo potem v dnevno varstvo, v dom starejših, popoldne pa vzamejo spet v družino in
so skupaj. Tako da, čeprav je zgodba leposlovna, ima vse znake predstavljene staranja in zato je Tina lahko takole nalepila zraven, a vidite, vse težave, ki jih imajo starejši, ob knjigi da, to imate tudi v tem didaktičnem gradivu, se da spregovoriti, pogovoriti o njih in tudi nakazala je pisateljica rešitve v začetnih obdobjih, ko družina na pol še zmore skrbeti za človeka s demenco, na pol pa ne več. No, Katarina Kesič-Dimic v Kradljivki spominov tudi dobro predstavi, spet umanjka malo estetskosti, ampak ker je domača avtorica, vendarle opozarjam na njo. Drugače smo pa brali z užitkom z otroci, posegali po knjigah Roalda Dahla, poznate Charlija čokolade, o tovarni čokolade, one stare starše, ki doma pod prešito odejo navijajo za Charlija, da bi dobil čokolado, oziroma tistim, da bi lahko šel v tovarno čokolade. Tako, ta družina spet s temi medgeneracijskimi problemi in sožitjem predvsem očarljiva, pa itak Roald Dahl enkrat. No, potem recimo Miha Matej s babico v Supergah, ena taka babica, ki je živahna, polna energije in babica Barabica, ki mi je še posebno pri srcu, ker je pač babica Barabica. Otrokom, oziroma učencem v 6. razredu, 7. razredu, te pravi v 3. triadi osnovne šole, lahko ponudimo že tudi romane za odrasle. Predvsem, če niso preveč obsežni. Med Vistino smo delali romani Arturja Paseline, Na lovu za spomini, pa Dedu za petami, ker so obe knjigi tudi ne preveč obsežni. No in otroci so to kar res prebrali. Spomnim se tudi ene učenke, ki se je zelo zavzela za to knjigo v stoletniku, najbrž je pregledala film, vendar potem zaradi obsega ni zmogla. No in debata je potem tekla tako. Ali smo se pogovarjali o posamezni knjigi, kar so pač učenci zaznali, in je Tina lepo strokovno vodila, da so razumeli razne probleme starejši, pa tudi nakazala rešitve in tako naprej. Tina je ves čas s strokovnimi izsledki ilustrirala debato o knjigah. Hkrati so videli, da kakšen je domet, kakšne so izkušnje teh mladih, to so najstniki, starejšimi ljudmi. Bi pa me eno knjigo med temi posebej izpostavila, in sicer je to Pravila treh, v njej nastopajo spet 4 generacije. Mamica, stara mama z dvojčkoma pridejo na Islandijo k očetu oziroma dedu, pradedu teh dvojčkov, pradedu Kasu, ki je pa že kar star, predvsej ima že težav, in njegova hčerka in vnukinja ugotovita, da bi treba, da ga iz Islandije preselita na Nizozemsko, očitno tam zdaj družina, potomci živijo, in da bi ga dali v domu starelih. Stari oče Kas posebej duhovito poimenuje dom starejših. No, ampak, glejte, hčerka in vnukinja pravzaprav nista želeli nič slabega. Poskrbeti za starega moža in mu olajšati starost. Toda pradeda Kas razume to čisto po svoje in si želi na podoben način, kot je svobodno in svoje glavo, če tako rečem, živel, tudi umreti. Vendar njegovi hčerki oziroma vnukinja tega njegovi ženski, če tako rečem, ne razumeta. Ja, on ve, da ne bi razumeli, niti ne zaupa, pač pa se obrne na vnuka. In ju prosi za pomoč, da bi mu pomagala. Tako je vsebel, da ne more samo vzeti izpod strešja nahrbtnika in popotnih čevljev, da bi mu to dala, da bi se on oblekel in bi šel v goro. In otroka, to sta najstnika. V knjigi je zelo dobro označen čas.
deklica dobi v tistem času prvo menstruacijo, ko so na Islandiji. In tlele so zdaj tudi ločeni na moško in žensko sobo. Prej sta dvojčka zmeri skupaj, zdaj pa to ločeno. Malo se mu zdaj malo čuden, ampak hkrati, ker zdaj spi z dedom Kasom, ga vidi, kakšen je, ko se sleči. In pisateljica opiše staro telo. Kas da zvečer zobno protezo ven in ga nenadoma fant ne razume več, ker nekaj mu mla z usti brez zob. Mislim, taki opisi. Ampak hkrati prijazni, no. Ne izpade grobo, ampak osveščevalno, z neko toplino. Konča se tako, da otroka pomagata dedu, čeprav premišljujeta, sta malo dvomu, če ne bi vendarle bilo treba mamici in babici povedati. In deda odkoraka v goro. Je pa, tako se konča roman. In ko smo delali, je nekatere mlade zbegalo. Češ, kaj se je pol zgodilo z dedom? Rabili bi še en odstavek. Malo starejši vemo, kaj se je zgodilo. In sem videla, da pri mladih je to nekatere zbegalo. Nekateri odrasli učiteljice so pa opozarjale, da, mogoče bi tudi mame, da takšen problem ni, da bi ga prelagal na mlade. A bodo zdaj mladi, vnuki, pravnuki odločali, a bo šel stari oče umreti tako, kot si želi, ali vendarle ga strpamo v domu starelih, kot mislimo odrasli, ki skrbimo za starejše. Mislim, da je pisateljica skušala opozoriti o staranju prebivalstva, vendarle te odločitve bodo prišle na te mlade, mislim na generacijo, ki so zdaj mladi, ki so zdaj najstniki. Mogoče pa vendarle imamo pravico umreti, kot si želimo, in ne kot smo pač skonstruirali neko skrb, spomino in vzdrževanje starejših ljudi do kraja in še več. Ta gora na naslovnici je gora, kamor odkoraka deda, itak. Vidite pa, in to se dogaja na Islandiji. Mogoče v Islandiji tudi zato, ker vidite, da imajo razne družbene odločitve, ki so malo naprej od razvite Evrope. In za to goro mislim, da ni naključje, da je severni sij. Itak je severni sij v določenem času na Islandiji, ampak ta severni sij lahko pomeni tudi svetlobo. Bodi si tisto svetlobo, ki nas razsvetljuje, ali pa tisto, od kjer odhajamo. Glejte, takšna je bila ponudba že za učence v 3. triade osnovne šole. Taka je bila ponudba knjig za dijakinje, študente. Taka je bila ponudba za odrasle, starejše, ki so bili v projektu. Brali so mladostniško literaturo, brali so romane za odrasle. No, tukaj je tudi roman Skrivni dnevnik, s katerim je imela Tina v eni spremljevalni prireditvi okroglo mizo. In mi je povedala, da so na okrogli mizi se udeleženci odzvali tako, kot ima tudi mi dve izkušnji. Eni so zelo navdušeni, češ, tale Hendrik se je vzel v roke in so se zorganizirali v domu starejših in uživali. Na podoben način kot stoletnik, skoči čez okno in uživa iz ene v drugo pustolovščino hiti. Drugi pa, se veste, smo vendar strukturiranih pameti, za stare je treba skrbeti, jih nadzorovati, da ne delajo neumnosti in ne nazadnje tudi, da si ne škodajo pri kakšnih teh dogodivščin. Tenka je meja med tem, kaj kako starejšimi početi. No, meni osebno pa med romani za odrasle umanjka nekaj. Vsi ti romani in filmi so tako pozitivno naravnani in vsi ti starejši, ki uidejo iz domov starejših, zdrvijo imenitne dogodivščine. Umanjka mi je pa tisti problemi, veste, da stara človeka, na nek način sta osamljena, ampak imata še drugega. Umanjka jim pa dovolj pomoči, mogoče tudi materialnega suporta in pravzaprav v enem stanovanju neustreznem ne upata skočiti skozi okno in se soočiti z novimi izzivi. Recimo to v literaturi ni. Čeprav tale nenavadni roman Harolda Freya pa ima to,
mečken tega, no? Mož se namreč zaveda zgodbe. Spomni se, ko dobi pismo od ene ženske, dekleta iz mladosti, on je poročen, ampak se s tem pismom odpravi na pot. Hoče neko nedokončano zgodbo iz mladosti zaključiti. No, ta pa ima, srečna razumevajoča žena. Preden gremo naprej, bi vam rada povedala, kako so pa vzgojiteljice oziroma dijakinje, bodoče vzgojiteljice, reagirale na slikanice kot primarno literaturo, s katero bo delali z otroki. Pokazalo se je, da premalo znajo brati ilustracije. To recimo tudi nam knjižničarjem oziroma promotorjem branja eno sporočilo. Slikanice je treba brati, ne zgolj besedilo, ampak tudi ilustracije. In pa neverjetne didaktične priprave so imele, nobena ni umestila, najprej bom dala slikanico otroku, pa poslušala, kaj bodo povedali, potem bom pa delala z njimi naprej. No in smo že pri umovadbi. Ta imeniten priročnik vsem, ki delamo v projektu, torej skozi branje k temi staranja, ker v prvem delu nas pouči, je tak fin povzetek, kaj je staranje, kakšne so značilnosti in hkrati, kaj početi, da simptome ublažimo oziroma da vse skupaj lažje prenašamo. In v drugem delu je en kup vaj, kako to kot starostnik naj počnem, da bom bistrih možganov v poznih letih. Te vaje so pa lahko že v predšolskem zgodnem bralnem obdobju kot heci, veste, za otroke. To v cici dojo, cici banjo izhaja. Ali pa kot pač primer gradiva, s čim si bistrimo možgane. Ne samo kot otroci, ampak torej tudi kot odrasli. No in Tine Bilban, 50 abstraktnih izumov. Tina se loti med njimi seveda tudi staranja, življenja, smrti, strahu in tako naprej. In z filozofskega, literarnega in še kakšnega vidika torej osvetli. In to je lahko tisti temelj, na katere gradim. Lahko že tudi začnem z majhnimi otroki gledati ilustracije, se pogovarjati o njih. Hkrati pa dobim neko podporo, da lahko delam tako z mlajšimi kot starejšimi oziroma odraslimi. In ilustracije Ivana Mitrevskega so imenitne, upam, da vidite prebrati, da me staranje sploh ne skrbi. Jaz mislim, da mi je čas potekel. Ja. Glejte, v nadaljevanju imam samo še to opozorilo, da smo starejšimi v univerzi za tretje življenjsko obdobje pravzaprav delali z istimi knjigami. Veste, pa smo vendarle malo dopolnili in razširili. A veste, pri starejših je včasih to problem, da vendarle ne berejo več toliko. In se je izkazalo, kako so tudi njim slikanice dobrodošle. Če je človek starejši, ki je bral, ki bere, sploh če bere svojim otrokom oziroma vnukom, potem mu je slikanica blizu. Smo pa naleteli tudi na odziv, da je rekel starejši človek, ej, toliko lepih slik, a ni škoda, pol pa tako malo besedila zraven. No, skratka, želela bi vam povedati, da je skozi knjige, predvsem naj bo izbor takšen, da vi stojite za njim, na nek način leposlovne in poučne knjige, predvsem leposlov je poudarjan, imenitno delo, približate se temi in hkrati prav gojite te medsebojne odnose in medgeneracijsko berete, kar v tem mesecu beremo skupaj še posebej poudarjeno. Ampak literatura je tako kot življenje, močnejše namreč od tega, kar mi počnemo. Lela Benjatin v svoji knjigi Zakaj babica jezna lepo reče, nekaj razumemo, nekaj nas pa presega. Mislim, da je to tista skrivnost življenja, ki nas na nek način tudi združuje. To preseganje. Hvala lepa.